Lepo pozdravljeni na predstavitvi nove generacije Cobis Plus. Govorimo o verziji 20, ki smo jo namestili to soboto. Hvala vsem, ki ste se nam pridružili, nekateri se še bodo pridružili malo kasneje. Mogoče zdaj za začetek najprej tiste glavne informacije, se pravi, vkolikor boste imeli kakšna vprašanja, jih lahko postavljate v Q&A. Jaz bom sproti skušal odgovarjati na vsa vprašanja. Tiste, kaj ne bo mogel odgovoriti sproti, bomo tudi ob koncu webinarja še šli skozi, pa bom prebral v bistvu vse, kaj ste že vprašali, ker tudi verjetno koga drugega še iste stvari zanimajo, tako da bomo imeli vsi informacije, ki nas žulijo. Tako, zdaj pa kaj smo naredili v verziji 20, najprej da povem, Zdenka vam bo to sicer potem bolj obširno pokazala, ampak glavne stvari, ki smo jih naredili, so vključitev medknjižnične izposoje, se pravi, uporabniki bodo lahko oddajali naročila preko Cobis Plusa za gradivo preko medknjižnične izposoje. Uredili smo prikaz podatkov za članke, se pravi, da se pri člankih ustrezno izpiše vir. Uredili smo, da se v samem zapisu, vkolikor gre za kakšno, kako bi temu rekli, raziskovalno delo, prikaže dodaten zavihek za raziskovalce, kjer je namenjen, da se pač tam prikaže več nekih informacij o tem, kaj je to gradivo, da vidimo, če je to vezano na kak projekt, če je to neka specifična tipologija, povezave na neke vire, ki so v dCOBIC vneseni in tako naprej. In pa seveda pri iskanju recimo po hostu, se pravi, kadar iščemo po Cobibu, smo dodali informacijo, koliko knjižnic ima neko gradivo v svojem katalogu, tako da lahko uporabniki potem lažje ocenijo oziroma vidijo tudi, da je to gradivo na voljo, pa kje. Seveda uporabnike bi želeli, da si iščejo po katalogu tiste knjižnice, v katero sodijo, ker bo tako njim lažje. Tukaj bo pa malo tudi prikazano, da tudi druge knjižnice kaj takega imajo. Tako da to, kaj se tiče mogoče teh glavne stvari, kaj smo naredili v verziji 20. Druga stvar, ki jo pripravljamo, ta je zdaj trenutno pri Googlu in Applu pri preverjanju, se pravi, če je aplikacija skladna z njihovimi pogoji. Se pravi, govorim za mobilno aplikacijo Cobis Plus. Se pravi, ko bo Google pa Apple odobril aplikacijo, bodo se te aplikacije pojavile na njihovih trgovinah in si bomo mi, uporabniki, lahko to aplikacijo prenesli. Trenutno še ni na voljo, kot rečeno je v preverjanju in računamo, da bo v naslednjem 14 dni, pravi Google, to potrjeno in objavljeno, tako da upamo pa seveda, da bo to kaj prej, ampak na to nimamo vpliva. Zdaj, ko smo ravno pri mobilnih aplikacijah, ko bo prišla zdaj ta mobilna aplikacija Cobis Plus na te trgovine, še ne bomo izključili mCobisa, tako da tisti, ki vas skrbi, kaj bo z mCobisom, mCobis še bo deloval vsaj celo poletje do septembra. V septembra bomo pa se potem počasi začeli poslavljati tudi od starega Cobis Plusa, ker so bolj ali manj vse funkcionalnosti, ki so v starem Cobis Plusu bile podprte, tudi že v novem Cobis Plusu urejene. Tako da tiste malenkosti, kaj še manjkajo, bomo uredili v naslednji verziji, potem pa se počasi pripravljamo, da se stari Cobis Plus poslovi. Kaj še? Za Cobis Elo imamo tudi mobilno aplikacijo v pripravi. Ta je trenutno v preverjanju pri tem LCPL, kaj že, EDR Labu za to LCPL zaščito, če je vse skladno z njihovimi pogoji, tako da mobilna aplikacija Cobis Ela bo tudi na voljo za iOS naprave. Upamo tudi, da v čim krajšem času, ampak spet to ni v naših rokah trenutno.
Kaj imamo plane za naprej? Se pravi, v naslednji verziji se bomo lotili predvsem teh univerzitetnih portalov, Discovery servisa za univerze in pa seveda Akademska digitalna zbirka Slovenije. Uredili bomo potisno obvestila, se pravi za mobilne aplikacije, da bodo uporabniki pač vsa obvestila, ki prihajajo iz knjižnic o rezerviranem gradivu, o poteku izposoje, bla, 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 da bodo vse te stvari tudi preko push sporočil, tako kot v mCobisu trenutno dobivamo, tudi obveščeni na novi mobilni aplikaciji. Uredili bomo zapuščine, se pravi, to je ena stvar, ki še trenutno ni urejena in se dela na tem. In pa nadaljevali bomo z urejanjem teh specialnih baz. Trenutno urejamo bazo Kolib, tako da bomo tam na bazi Kolib pripravili, da bo tudi za uporabnika malo bolj prijazno pač ti podatki, ki jih imamo o knjižnicah vnesenih. Zakaj se teh Koliba baze tiče, še enkrat prosim knjižnice, tiste, ki še niso, da pošljejo svoje logotipe. Mail je bil poslan, se mi zdi, kakih 10 dni nazaj. Tako da prosim, če lahko čim prej pošljete svoje logotipe, da bomo jih vključili, da bo tudi vizualno vaša knjižnica, ko bo kdo iskal po Kolibu, ustrezno prikazana. Tako da to. Tako, to je to z moje strani. Jaz bom zdaj besedo predal Zdenki, da vam bo pokazala še, kako izgledajo vse te novosti. Nekaj ste jih že verjetno sigurno sami priklikali. Bo pa Zdenka zdaj pokazala še, kaj mogoče niste videli ali pa ste spregledali. Tako da vprašanja lahko postavljate v chat, bom jaz odgovarjal sproti, tako da Zdenka, izvoli, ti predajam. Marko, hvala, lep pozdrav vsem skupaj. Samo malo, da jaz delim zaslon. Vidite, ne? Še samo malo to pomanjšam. Torej, namestili smo verzijo 20. Še malo tiše. Ker sem z Marko cimra, potem pa odmeva, tako da veste, zakaj Marko tu govorim, da je otiša. Torej, lepo pozdrav. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Torej, pretekli vikend smo namestili verzijo 20. Tako da verjamem, da ste že poskusili, kaj v njej delati, ali pa naši končni uporabniki. Nekaj so nam že sporočili, tako da se uporablja in tudi so preverili že kako dopolnitev oziroma novost, ki smo vključili. Zdaj pa pogledamo, kaj je pravzaprav tistega najbolj novega oziroma najbolj pomembne novosti v verziji 20. Zdaj prva stvar, ki smo jo nadaljevali že iz preteklih verzij, je funkcionalnost išči dalje. Torej, kot veste, je bila funkcionalnost do zdaj omogočala samo iskanje po avtorjih, potem iskanje po teh drugih avtorjih in pa po vseh izdajah in prevodih. Sedaj pa smo vključili še ostale možnosti, kot so teme zbirke, sestavni deli publikacije, pa vse izdaje v tem jeziku. Pa tudi malo smo že razmišljali, kako zdaj vse to zadevo umestiti v vmesnik, pa boste videli, da je malce drugače, kot je bilo v prejšnji verziji. Tako. Torej, jaz sem si to vse spravila na police, te primere, tako da pride prav ta funkcionalnost. Zdaj pa poglejmo najprej išči dalje za zbirke, za teme. Torej, tu imam en primer. Kako pridemo do funkcionalnosti išči dalje? Zaenkrat smo se odločili, da ostane na istem mestu, torej dostopna preko gumba ali pa s scrollanjem. Boste videli zakaj. Tako da, ko klikne na gumb išči dalje, se je v prejšnji verziji odprlo v bistvu to novo okno, ker so bile funkcionalnosti naštete, sedaj pa vas popelje pravzaprav bolj na dnu strani, ker imamo to funkcionalnost išči dalje umeščeno na zaslonu kot dodatno možnost pod razpoložljivostjo gradiva, ki je tudi ta privzeti zavihek, ki se uporabniku odpre. Zakaj smo se tako odločili? To je zdaj neka prva varianta. Tukaj še razmišljamo, kako to še boljše umestiti, da bojo uporabniki lažje videli. Predvsem je razlog, zakaj smo tako naredili v tem, da
so nekatere, pri veliko gradivah je ta išči dalje funkcionalno zelo obsežna, ker imajo pač veliko avtorjev, drugih avtorjev o tem, pa še česa drugega. Torej, zdaj sama logika delovanja je pravzaprav enaka kot prejšnji verziji, torej na gradivo, ki ga izberemo, se glede na vsebino oziroma bibliografske podatke pokažejo vse funkcionalnosti išči dalje, enako kot v starem Cobiss Plusu. Tako da vidite, tukaj je pač možnost tem, zbirke, torej če kliknemo recimo na zbirko, dobimo vso gradivo v tej zbirki, če kliknemo na temo, dobimo vso gradivo z izbrano temo, potem imamo vse izdaje v tem jeziku, zdaj vsega ne bom poklikala, ker nima smisla, ker poznamo, kako deluje samo vsebinsko delovanje. Mogoče samo še 2 ali 3 stvari. Torej, kaj smo pa dodali novega pri išči dalje v tej verziji, je pa v bistvu razdelek oziroma skupina možnosti teme geslovnika Cobiss, torej pri bibliografskih zapisih, ki imajo poleg ostalih geslovnikov pa prostornasenih predmetnih oznak uporabljen še pač to geslenje z geslovnikom Cobiss, torej geslovnikom SGC, je tukaj potem pri išči dalje tudi rubrika teme geslovnika Cobiss in so tukaj pač gesla, ki so vpisana iz tega geslovnika in potem sama funkcionalno seveda deluje enako kot deluje, če bi iskali po katerih drugih vsebinskih sklopih. Je pa tako, da se tukaj te teme, ki so vpisane pri rubriki teme, v bistvu obsegajo tudi teme geslovnika Cobiss. Zaenkrat imamo tako narejeno. Potem še seveda to, kar so uporabniki zelo pogrešali, predvsem tisti, ki iščejo sestavne dele publikacije oziroma članke časopisov, torej smo dodali funkcionalnost sestavni deli publikacije, torej da dobimo za izbrano serijsko publikacijo, oziroma tukaj nimamo za serijsko, za monografijo, da dobimo vse članke, ki so seveda obdelani v sistemu in pa na podoben način je narejeno tudi za serijske publikacije, torej za izbrano serijsko publikacijo dobimo preko išči dalje tudi članke izbrane revije. Potem je naslednja funkcionalnost, ki je že Marko omenil, ki smo vključili vsem knjižnicam, ki so že imele v starem Cobiss Plusu to vključeno, je funkcionalnost naročanja medknjižnične izposoje. Zdaj, naročene medknjižnične izposoje je možno izvesti na 2 načina, in sicer iz samega bibliografskega zapisa, ker dejansko se podatki o gradivu, ki ga uporabnik išče, prenesejo iz bibliografskega zapisa. Drugi način pa je, da uporabnik nekega gradiva v našem katalogu ne najde in potem ročno vnese podatke o gradivu, ki ga želi izposoditi oziroma za katero želi prositi knjižnico za medknjižnično izposojo. Pa poglejmo zdaj obe možnosti. Poiščem neko gradivo, toliko, da imamo neko izhodišče. Torej, naročilo medknjižnične izposoje je možno na čisto vsakem gradivu, torej ne glede na to, ali gre za članek, ali gre za serijsko, ali gre za monografsko, ker lahko potem uporabnik v nadaljevanju vseh postopkov pač, če želi samo del gradiva, kot recimo neki sestavek iz zbornika ali pa iz neke knjige, vpiše v opombah, kaj želi članek, verjetno naroča celi članek, tako da ima uporabnik vedno možnost pač zaprositi za to storitev. Torej, izberem gradivo, ki me zanima, in potem imam tukaj čisto spodaj možnost pod zapisom naroči medknjižnično izposojo. Torej, tu smo naredili v obliki kartice. Ta možnost je na voljo tudi v mobilni aplikaciji, seveda. In sicer smo dali kratka pojasnila, glede tega, da ne bojo uporabniki zmedeni ali naročajo gradivo iz druge knjižnice, torej medknjižnično izposojo gradiva ali pa gre za rezervacijo gradiva. Tako da so neka kratka pojasnila glede tega dodana in pa potem uporabnik postopek štarta tako, da izbere možnost naroči medknjižnično izposojo. Tukaj dobi seveda prikaz članstev,
s katerimi lahko izvede medknjižnično izposojo. To prikažejo se članstva tistih knjižnic, ki seveda omogočajo naročilo medknjižnične izposoje v Cobiss Plusu, vkolikor pač nobenega izmed ni članstva iz knjižnic, ki to omogočajo, ima uporabnik tudi tukaj možnost dodati članstvo, torej ta postopek oziroma ta korak je narejen zelo podobno, kot je postopek rezervacije gradiva. Dodali smo še tudi opozorilo, da je treba pred izvedbo naročila preveriti, ali so podatki o članu za obveščanje točni, zato ker vemo, da običajno medknjižnična izposoja zahteva komuniciranje med knjižnico in pa članom. Torej, če je to, se potem uporabnik odloči, s katerim članstvom bo izvedel postopek tega naročila medknjižnične izposoje, potrdi in potem se ponudi možnost vpisa splošnih podatkov o naročilu. Zdaj, v tem postopku naročanja gradiva iz bibliografskega zapisa že dejansko to, ko uporabnik izbere postopek na gradivo, ki ga si želi izposoditi, že program točno ve, katero gradivo želi naročiti, zato seveda teh informacij ne rabi dodatno vpisati, spreminjati, popravljati, ker bi lahko povzročil več zmede kot koristi, tako da že program ve, da gre za točno to gradivo. Uporabnik pa lahko vpiše naslednje splošne podatke o naročilu, torej sprejemljiv rok dobave, torej da je tisti datum oziroma skrajni rok, ko je gradivo še recimo za uporabnika pač zanimivo oziroma ga potrebuje, potem lahko vpiše podatek o sprejemljivih stroških in pa v primeru, da sproži postopek naročila na gradivo, za katerega bi lahko naročil samo del tega gradiva, recimo za zbornik ali pa knjigo, potem se ima na tej točki možnost pisati tudi poglavje strani iz tega gradiva, ki ga želi naročiti. Zato ima prostora 300 znakov, lahko pa piše še kakšna druga pojasnila oziroma informacije o naročilu gradiva, ki služijo temu, da bojo pač knjižnici znali to ustrezno, da bojo dobili dovolj informacij in pa potem bodo lahko izvedli sam postopek. Nič od teh podatkov ni obvezen, tako da tudi, če pusti uporabnik to prazno, lahko nadaljuje s postopkom. Seveda se mora uporabnik strinjati s temi pogoji rabe gradiva, torej, če nadaljuje postopek, se pač uporabnik strinja oziroma potrjuje, da bo gradivo potreboval izključno za študijske raziskovalne namene in pa da ga bo uporabljal skladno z zakonom oziroma ostalimi predpisi o avtorskih in pa sorodnih pravicah. Na vrhu tega obrazca imamo tudi informacijo o tem, da je storitev plačljiva po veljavnem ceniku knjižnice in pa dodana je povezava na stran knjižnice, spletno stran knjižnice, kjer so te informacije o pogojih pa ceniku vpisane. To je pa dejansko povezava na stran, ki je vpisana v Cobiss Libu pri teh podatkih za področje medknjižnične izposoje. Torej, pišem, kaj pač želim in potrdim postopek z klikom na gumb nadaljuj in na to se mi še enkrat naredi kratek povzetek bibliografskih podatkov, torej da lahko uporabnik še enkrat preveri, kaj je vpisal, kaj naroča, gre za tiste čisto osnovne podatke o gradivu in še enkrat pač so navedeni pogoji rabe gradiva in s klikom na gumb oddaj naročilo se naročilo odda, lahko pa seveda postopek prekliči s klikom na gumb izvod oziroma gre korak nazaj in pa potrebi še kakšne podatke popravi, če pač recimo tukaj kaj pozabo vpisati. Tako, jaz bom sedaj kar naročilo oddala, naročilo se odda in se izpiše informacije o tem in potem, če želim še naročilo pregledati, kliknem na gumb pregled naročilo in pridem pravzaprav v mojo knjižnico, na zavihek medknjižnična izposoja, torej tukaj vidite, da smo umaknili tole informacijo beta, ker to je že zdaj zares v produkciji in tukaj lahko pač pogleda svoje naročila, lahko prekliče naročilo, lahko ga pa spet dodatno pregleda. Zdaj, torej, to je bil kanal naročanja medknjižnične izposoje preko izbora bibliografskega zapisa. Druga možnost pa je, da uporabnik naroči medknjižnično izposojo tako, da ročno piše vse podatke. Torej, to opcijo ima možno oziroma je omogočena pri zavišku medknjižnična izposoja. Uporabnik klikne na gumb naroči gradivo,
Zopet se izpiše informacije o tem naročanju gradiva, o ceniku, pa seveda te čisto neke splošne informacije, da bo gradivo dobavljeno le, če je na razpolago, in seveda, da je zelo zaželeno, da uporabnik čim bolj natančno izpolni te podatke oziroma vnese čim bolj natančne podatke v gradivo, da bo lahko knjižnica priskrbela gradivo, ki ga uporabnik potrebuje. Torej, edini obvezni podatek pri vseh teh podatkih tukaj je samo naslov gradiva. Vse ostalo je pa pač opcijsko, tako da uporabnik piše naslov gradiva. Jaz sem se pač kar nekaj zmislila. Takole. Uporabnik lahko doda tudi povezavo do izpisa gradiva, do opisa gradiva, torej, ker gre za gradivo, ki ni v katalogu, je fajn seveda, da bi uporabnik, če ga našel na spletu, kar je običajno neko izhodišče, da doda povezavo do te strani, kjer je gradivo našel, ker lahko pač knjižnica dobi še več informacij o tem. Torej, vpiše pač neko naslov, če želi. Tukaj pa ima potem na naslednji kartici možnost vpisa podrobnih podatkov gradiva, torej še dodatnih podatkov o tem gradivu, ki ga uporabnik naroča. In to so opcije, ki že poznamo iz starega Cobiss Plusa, od jezika, založbe in tako naprej, strani, vir. To kartico se lahko prikaže ali skrije. Nič od teh podatkov spet ni obvezno. Potem pa spet pri tem ročnem vnosu naročila lahko še uporabnik piše opcijsko seveda spet podatke, te splošne podatke o naročilu, torej sprejemljiv rok dobave, sprejemljivi stroški in pa dodatne informacije oziroma pojasnila in pa spet so pogoji rabe gradiva. In če je vse vpisal tako, kot pač si on zamislil, lahko naročilo kar odda in se naročilo pač zabeleži med temi evidentiranimi naročili. Tukaj ima pa uporabnik seveda, torej jaz sem zdaj oddala to naročilo testiranja in pa eno zadevo z področja ekonometrije. Torej, vsa naročila so vidna torej v moji knjižnici, na zavihku medknjižnična izposoja. Izpišejo se podatek o številu naročilo, potem o statusu naročilo, o datumu teh statusov, pač o statusu obdelave tega naročila in o teh datumih. Lahko pa uporabnik tukaj pregleduje naročilo in tukaj na pregledu se izpišejo pač vse te informacije, tudi povezave do gradiva. Če gre za naročilo iz bibliografskega zapisa, je dodan tudi povezava na to gradivo. Uporabnik lahko prekliče naročilo. Seveda program ga vpraša, če želi in če potrdi, seveda, ko je enkrat gradivo preklicano, pač ga ni možno več preklicati. Tu smo seveda mi naredili še nekaj kontrol v primeru, da je zahtevek zaključen, ker je preklican, če je bil seveda izveden ta preklic v fazi, ko še lahko to naredi. V nasprotnem primeru pa se po kliku na gumb prekliči naročilo izpiše ustrezna informacija o tem, ali je gradivo naročilo možno preklicati, če ne, zakaj ne. To je to. Ja, potem pa seveda stopi v akcijo knjižnica, ki pač to naročila obdela, poskrbi za dobavo gradiva, skomunicira z uporabnikom, koliko dobava ni možna, in če gre vse tako, kot so si zamislili, se to gradivo izposodi. Torej, gradivo, ki je izposojeno po medknjižnični izposoji, je vidno na zavihku izposojeno. Samo malo, tako. In sicer je to gradivo, ki je torej evidenca izposojenega gradiva je pravzaprav skupna v bistvu za gradivo, ki je last knjižnice, v kateri je član vpisa, in tudi gradivo, ki je izposojeno po medknjižnični izposoji. S tem, da je za gradivo, ki je izposojeno po medknjižnični izposoji, imamo tukaj eno ikonico, kjer pa se izpiše pač zaslonski namig, da gre za gradivo izposojeno po medknjižnični izposoji. Če bi kliknila sedaj na to, pride nazaj na podrobne podatke o naročilo. Sedaj pa, če se vrnem nazaj na tale primer, torej uporabnik ima, tako kot je že bilo v prejšnjem Cobiss Plusu, možnost podaljšati to izposojeno, rok izposoje gradiva, spet gre seveda za akcije, ki jih mora v nadaljevanju izvesti knjižnica. Torej mora običajno pri dobavitelju, če se prav spomnim, prositi za podaljšanje roka, vkolikor je pač to podaljšanje preseže to, kak je bil pač dogovor za vrnitev tega gradiva, tako da uporabnik lahko podaljša rok izposoje, in to pomeni, da pravzaprav se ne avtomatsko podaljša, ampak zahtevo za podaljšanje tega gradiva odda
dobi knjižnica in potem to zahtevo ustrezno obdelajo v aplikaciji Cobiss Lib. Tako da uporabnik glede na to, kar ima, katere možnosti so in glede na to, v kakem statuse je bodi se naročilo ali pa to izposojeno gradivo, potem pač knjižnica vse te zahteve ustrezno obdela v aplikaciji Cobiss Lib. Pomembno pa je, da uporabnik dobi te povratne informacije, da ve, ali je postopek v teku ali pa ga ni možno izvesti. Torej, kot že rečeno, vsem knjižnicam, ki so imeli že doslej v starem Cobiss Plusu vključeno možnost naročila medknjižnične izposoje, je ta opcija vključena tudi v novem Cobiss Plusu. In še to, kar je pomembno, torej ta opcija je na razpolago tudi v mobilne aplikacije Cobiss Plus. Potem je bila naslednja dopolnitev, ki je taka, ki se tangira pravzaprav prav vse knjižnice, je prikaz informacije o tem, v katerih knjižnicah je gradivo dostopno. Torej, v primeru, da iščem po celem sistemu Cobiss v Sloveniji, vpišem neko iskalno zahtevo, recimo tole. Smo torej seznam rezultatov iskanja tu na desni strani dopolnili s tem, da se izpiše pod to možnost za dodaj med priljubljen oziroma na police še informacije o razpoložljivosti gradiva. Vkolikor gradivo ni na razpolago ali pa gre za gradivo, ki se zaloga vodi na drugem viru, recimo to taki tipični primer so članki oziroma ti sestavni deli, se potem izpiše tukaj hišica, znakec in informacije ni zaloge in pa v zaslonskem namigu, da je za informacijo o razpoložljivosti gradiva treba pregledati zapis. Vkolikor pa gre za gradivo, ki je pač zaloga obstaja, se pojavi opcija tale gumbek z naslonskim namigom, kjer se izpiše pač število knjižnic, ki razpolaga s gradivom. Zdaj, če kliknem na tale gumbek, dobim seznam knjižnic, ki razpolaga s tem gradivom. Te povezave so seveda klikabilne. Če sedaj kliknem na knjižnico Ivana Potrča Ptuj, bom prišla v ptujsko knjižnico in tukaj bom lahko izvedla pač postopke izposoje, tako da to zelo pohitri v bistvu postopek oziroma dostop do recimo rezervacije gradiva ali pa izposoje e-knjige, audio knjige v primeru, če uporabnik štarta svoje iskanje iz vzajemne baze. Če gre za daljši seznam gradiva, ker vemo, da gre za dosti gradiva, imajo veliko število knjižnic, imamo tudi možnost iskanja po teh knjižnicah. Tu na vrhu pa vidite, da se je ozadje zabluralo, tudi to je zdaj novost v tej verziji. Imamo potem, zato da vemo, katero gradivo smo izbrali, imamo izpisano informacijo o naslovu gradiva in pa o avtorju gradiva. Tukaj še načrtujemo nekaj manjših dopolnitev, da bi pri izpisu informacij seznama knjižnic, ki razpolagajo z gradivom, še dodali podatke o tem, koliko jih je na razpolago za izposojo, pa te statusi, ki dejansko so izpisani, če bi recimo izbrala ta zapis in tukaj zdaj nisem izbrala najbolj posrečenega, torej te informacije, ki so tukaj izpisane, če gre za iskanje po vzajemni bibliografski bazi. Torej, če pa gre za knjižnico, recimo samo eno knjižnico ali dve, pa seveda, mislim, da smo dali mejo 10, pa seveda iskanje po seznamu knjižnic ni omogočeno, ker tudi ni smiselno. Tudi za e-knjige smo dodali seznam, izpis informacij o tem, v koliko knjižnicah je mogoče to gradivo izposoditi, tako da dejansko to urejeno za vso izposodljivo gradivo. Potem smo naredili še eno dopolnitev, ki se nanaša tudi na prikaz, na samo iskanje gradiva. Zdaj, če se vrnem spet čisto na začetek, in sicer smo dodali funkcionalnost izbora iskanja oziroma možnost iskanja po skupini knjižnic. Torej, v prejšnji verziji je lahko uporabnik izbral samo eno knjižnico, pa je izvedel iskanje po njej. V tej verziji pa smo dodali še zavihek oziroma zavihek skupina knjižnic, kjer pa lahko uporabnik izbere skupino knjižnic, po kateri želi iskati gradivo. Tu imamo zdaj kar nekaj teh, bi rekla, skupin knjižnic oblikovane glede na vrsto knjižnic in pa glede na pripadnost univerz, ker pač so še tam neke druge potrebe. In pa prva možnost, ki je verjetno za uporabnika recimo nekih splošnih knjižnic ali pa sploh knjižnic najbolj zanimiva,
je to, da ima možnost omejiti iskanje na moje knjižnice, gre pa dejansko za knjižnice, ki jih ima uporabnik dodane na svoj profil. Torej, jaz imam tukaj dodane 3 knjižnice in če sedaj izberem iskanje po moje knjižnice, pišem iskanje, boste videli, dobim na rezultatih iskanja prikaz rezultatov iskanja za vse te moje knjižnice. Torej, tudi tukaj na rezultatih iskanja lahko pri filtrih spreminjamo to, katere knjižnice smo izbrali, ampak tukaj je pomembno, da dobite prikaz gradiva za knjižnice le tiste, ki ste jih izbrali v skupinah knjižnice, torej tukaj lahko potem samo ena izmed te, oziroma največ vse te 3 knjižnice, ki jih imam jaz na svojem računu. Zdaj, če kliknem na to povezavo, torej potem dobim informacije v izbrani knjižnici. Če pa kliknem na zapis, moram spet malo boljšega izbrati. Ja, torej, če gre za fizično zalogo, ker pri e-zalogi je vseeno malo drugače. Torej, če preverjam rezultate iskanja in vidim pri razpoložljivosti gradiva, da se prikaže le seznam knjižnic, ki jih imam jaz na profilu, in informacijo o tem, da je omejeno na moje knjižnice. Če to kljukico umaknem, pa dobim potem seznam knjižnic, torej vseh knjižnic, ki razpolagajo z izbranim gradivom, in to lahko potem spet, če kljukico postavim na izbrani skupini knjižnic, spet dobim prikaz za knjižnice, ki so pač moje knjižnice. Torej, na enak način deluje tudi logika, če bi izbrala sedaj samo knjižnico Univerze v Mariboru. Torej, vidite, da se ta preklop takoj zgodi in izvede iskanje in spet dobim rezultate iskanja samo za knjižnice, ki sodijo v skupino knjižnic Mariborske univerze. Zdaj, če se še malo vrnemo na seznam rezultatov iskanja, torej poleg izpisa, če iščemo po vzajemni bazi ali pa skupinah knjižnic, smo tukaj dopolnili seznam rezultatov iskanja tudi tako, da smo za primer gradiva, ki je članek, bodisi iz serijske publikacije ali pa iz drugega vira, torej sestavni del, se na rezultatih iskanja izpiše tudi vir tega sestavnega dela oziroma članka. Tako da uporabnik lahko takoj vidi, kje je bilo to gradivo objavljeno. Zdaj, če pa želi dostopati do tega gradiva, tukaj seveda ne moramo prikazovati zaloge, ker je pač se zapis nanaša na sestavni del oziroma članek. Če pa klikne na zapis, pa dobi tukaj potem povezavo na vir gradiva, tako da če klikne sem, lahko kar dostopa do informacije o razpoložljivosti tega gradiva. Prav tako pa smo izpis vira dodali v sam prikaz bibliografskega zapisa. Zdaj še pa tretja stvar, ki smo naredili za potrebe za prikaz seznama gradiva, je pa možnost prikaza značk. Pa samo malo, da si tale shranjena iskanja poiščem, in sicer na rezultatih iskanja smo dodali tudi značke o teh posebnih značilnostih gradiva, in sicer gre za značko za odprti dostop, za recenzirano gradivo, za gradivo, ki je v polnem besedilu, in pa še ena opcija, ki je tule na tem testnem okolju, kjer kaže nimamo, je pa, da gre za akademsko delo. Torej, ta značka se izračuna na osnovi podatkov v DCOBIS-u oziroma bibliografskem zapisu, in te značke, ki so tukaj vidne, so vidne tudi na pregledu zapisa, in sicer pod naslovnico. Ja, če se še malo vrnem še samemu zapisu, torej dodali smo še eno možnost, in sicer možnost izbora citatnega formata ISO 690, tako da to mislim, da potrebuje predvsem šolske knjižnice, tako da je poleg ostalih citatnih formatov dodan še tudi ta citatni format ISO. Seveda je dostopen ta citatni format spet na vseh mestih, kjer je pač možno pogledati v citatne formate. Sedaj pa se postavimo še malo k raziskovalcem. Tukaj bom pa šla kar na produkcijsko okolje, in sicer, kot je že Marko omenil v začetku predstavitve, smo v tej verziji podprli prikaz podatkov mi smo poimenovali ta prikaz podatkov pravzaprav znanost, in sicer se ta prikaz podatkov izpiše oziroma je dopolnjen prikaže pravzaprav na zapisih
ki imajo bodisi vpisano tipologijo, potem v odprtem dostopu oziroma imajo zapis v DKOBIS-u, skratka, kar nekaj pogojev je, ki morajo biti izpolnjeni za to. Pa sedaj poglejmo primere, kako se to prikazuje. Torej, poglejmo kar en zapis. Tole. Tu imam kar primere raje iz produkcije, ki so malo bolj popolni. Torej, dodali smo tukaj na prikazu vseh možnih prikazov podatkov gradivo še zavihek znanost. In sicer smo dodali izpis tipologije gradiva in v primeru, da je gradivo pač citirano, smo dodali povezavo na citate v bazi Scopus, v bazi VOS in še za članke, ki so objavljeni v revijah s faktorji vpliva, oziroma če gre za serijsko publikacijo, ki ima faktor vpliva, je na tem zavihku dodana tudi povezava, pač značka, da je dostopna tudi informacija o faktorju vpliva in sicer za bazo JCR pa SNP. Torej, vsi ti podatki so dostopni le v primeru, da smo znotraj teh pogojev, ki jih pač ponudniki teh storitev zahtevajo, torej da smo na slovenskem IP-ju, da smo neki univerzitetni mreži, pač ti pogoji morajo biti izpolnjeni, sicer ne bomo mogli dostopati do teh podatkov. Torej, če kliknem na Scopus, bom prišla v bazo Scopus in pa pač te podatke. Se tukaj pač seveda za vse ne obstaja, za nekatere obstaja. Kar se pa tiče za faktor vpliva, torej v tem primeru telega članka bomo dobili faktor vpliva za to serijsko publikacijo oziroma revijo, v katerem je pač bil ta članek objavljen, ampak nas prestavi seveda na bazo, na JCR ali SNP bazo, ki je pač del teh specialnih baz v sistemu COBISS. Potem se na zavihku znanost prikazujejo tudi možnost priprave osebnih bibliografij in sicer gre za osebne bibliografije avtorjev tega članka. Torej, ko kliknemo, se nam ponudi seznam vseh avtorjev, tukaj imamo pa samo enega in sicer imamo možnost za tega avtorja dostopati do bibliografij, torej predstavi nas v aplikacijo za pripravo bibliografij, kjer pač spišemo ustrezne vrednosti, da lahko bibliografijo pripravimo, lahko pa pregledamo ta zapis o tem avtorju tudi v SITRIS-u. In pa potem seveda imamo naveden tudi vir teh podatkov. Potem je naslednja stvar, tukaj imam zdaj več zadev, torej tukaj imamo primer časopisa in če gremo na zavihek znanost, imamo poleg tega JCR in SNP-a, torej če gre za gradivo, ki ima faktor vpliva, imamo tudi dostop do podatkov o tem časopisu v bazi CORES, veliko zapisov obstaja, torej gre spet za našo specialno bazo, kjer dobimo podatke o tej reviji in pa predvsem o urednikih oziroma avtorjih. Vidimo, da je to lahko kar dolgo. In pa potem dobimo še informacijo o tem, veliko je spet ta časopis, v kateri izmed baz podatkov dobimo seznam teh baz podatkov, kjer je gradivo pač vključeno, tako si sortiramo, torej izpisano je ime baze podatkov, področje in pa leto in pa tukaj je tudi dostop do teh baz podatkov. Je pa nekaj baz podatkov, se lahko pri nekaterih serijskih publikacijah zgodi, da pač niso v teh bazah podatkov, oziroma da ni povezave, je pa samo baza podatkov navedena, ampak ni povezave na to bazo podatkov. In pa kot že rečeno, potem so lahko na zapisu tudi podatki za odprto znanost. Tukaj imam en taki primer, torej gre za gradivo, ki je objavljeno v našem, oziroma zapis obstaja v DKOBIS-u, zato so tukaj te značke, ki so izračunane na osnovi zapisa v DKOBIS-u, torej odprti dostop, celotno besedilo in pa da je gradivo recenzirano. In tukaj, če gremo na zavihek znanost, vidimo, da imamo poleg teh, kar smo že predstavili malo prej, tudi podatke o tem projektu oziroma objavah. In sicer gre za te splošne podatke o objavi, torej ali so raziskovalni podatki glede embarga, glede datuma objave, glede licence in tako naprej.
Potem pa se prikažejo še vsi ostali podatki, ki so vpisane v Docobisu. V tem primeru imamo recimo projekte in financerje navedene v objavi, tako da dobimo naziv, akronim, številko projekta in pa naziv financerja. Imamo tudi datoteke, ki spadajo k objavi. V primeru, da pa bi imeli še recimo stroške, mislim, da sem tudi za to našla nek primer. Ja, za financiranje pa so potem na tem projekte objave navedeni tudi stroški te objave. Torej vrsta stroške, opis, skupni stroški in pa plačila. Torej vse te podatke pridobimo iz Docobisa. Ja, potem pa naslednja stvar, katere smo se lotili tudi v verziji 20 so bile funkcionalnosti specialne baze Conor. Torej, če grem sedaj na specialno bazo Conor, torej gre za normativno bazo osebnih in korporativnih imen, smo potem pripravili pravzaprav te hitre filtre, torej vsi zapisi osebno ime korporacije. Imamo po bazi Conor možnost iskanja bodisi izbirno, bodisi ukazno. Zdaj, če kar nekaj poiščemo. Ivan. Torej, tu pri avtokompletu oziroma pri tem ponujanju teh možnosti, ki jih vpisujemo, smo malo dopolnili način ponujanja teh vrednosti, in sicer tako, da se upošteva pač pogostost, tako da ni nekje Ivan, ne vem kdo, ki pač mogoče ni tako zastopan v naši bazi, ampak da na prvem mestu Ivan Cankar. Torej, če ga poiščem, dobim seznam teh vseh zapisov na temo Ivan Cankar v naši bazi Conor. Tu imamo potem te filtre, torej vrste entitete, jezik in pa država. Lahko prikažemo, lahko skrivamo filtre. Ikonice imamo, ki prikazuje vrsto entitete. Torej, bodi si ime korporacije, tale hiška ali pa tale človeček za osebno ime. Potem lahko seveda iskanje shranimo, lahko izvozimo. Rezultati iskanja so pravzaprav posortirani, privzeto po frekvenci, in sicer glede na to, kako je pač ta avtor zastopan v bibliografski bazi podatkov, da spet ni Cankar nekje na koncu, pa je neki drugi Cankar na vrhu, ki mogoče ni tako pomemben z vidika tega, kateri zapisi so v bibliografski bazi. Mogoče še ena taka za začetek, torej kaj še bo dobrega v bazi Conor, pa še to sedaj ni. Torej, ko bodo sodelavci pripravili vse potrebno za bazo Conor, bo tukaj in kjer bo omogočeno dodajanje tudi slike avtorja, bo tudi ta prikaz slike na seznamu rezultatov iskanja in na pregledu zapisov. To pač, ko bo narejeno na strani katalogizacije oziroma pri teh, ki se ukvarjajo z bazo Conor, vse potrebno, bo ta funkcionalnost potem dostopna tudi v produkciji. Pa še ena stvar, ki smo jo vključili v bazi Conor, je pa možnost iskanja gradiva tega avtorja. Torej, če grem na prikaz zapisa, imam pač vse te podatke o avtorju, imam pa tudi podrobne podatke in pa format gare. In pa možnost dostopa do povezanih bibliografskih zapisov. Torej, kaj se po kliku na ta gumb zgodi, dobim seznam rezultatov iskanja, torej gradivo v bazi COBIB, kjer je kot avtor vpisan ta avtor, ki sem ga poiskala v bazi Conor. Torej, dejansko lahko dostopamo te možnosti tako, da kliknemo na gumbek povezani bibliografski podatki ali pa preko možnosti išči dalje, kjer so pač ti povezani bibliografski zapisi. Potem pa je podobno narejeno tudi za drugo specialno bazo, to pa je za specialno bazo SGC, splošni geslovnik. Če poiščem recimo literarna teorija in pregledam zapis, torej to gre za zadeve, ki smo uredili že v prejšnji verziji, ampak v tej verziji pa smo dodali tudi možnost išči dalje. Torej gre za gradivo, da dobimo rezultati iskanja gradivo, kjer je pač v teh predmetih oznakah uporabljena to geslo iz geslovnika COBIS. Torej imamo gradivo s to temo ali pa gradivo v tej obliki ali žanru, in če sedaj kliknem na recimo prvega,
dobim kot rezultat iskanja vso gradivo v bazi COBIB, ki ustreza temu pogoju, ki sem ga pač zapisal, ki sem ga poiskala v bazi SGC. Zdaj pa še par drugih novosti oziroma sprememb, ki smo jih naredili. Zdaj, če se vrnem kar v to testno okolje, naredili smo kar nekaj vizualnih sprememb, recimo ena taka je prikaz zavihkov gradiva, vidite, da sedaj niso več taki obliki gumbkov, kot so bili včasih, ampak so dejansko ena črta in tisti zavihek, ki je izbran, je podčrtan in obarvan, tako da je malo bolje se vidi, kaj je uporabnik izbral. Veliko teh sprememb smo naredili, kar se tiče postavitve ali pa vizualnega izgleda, tudi zaradi potreb priprave te mobilne aplikacije Copis Plus. Potem pri formatu Komar smo dodali še izpis sistemskih podatkov in sicer to, kar so knjižnice želele, poleg ID zapisa imamo tudi datum kreiranja, torej tukaj ni informacije o uporabniških imenih, ampak samo o ustanovi, ki je kreirala zapis, potem kdaj je bil katera knjižnica in kdaj je zapis updatirala in pa vkoliko gre za potrditev te tipologije, se izpiše tudi informacija, kdaj je bila tipologija potrjena in kateri OSIC je to tipologijo potrdil. Potem smo še uredili nekaj zadev, ki se nanaša na prikaz avtorjev, če je avtorjev veliko, da potem to ni, bi rekla, šlo iz vidnega polja na zaslonu. Uredili smo tudi pri člankih, pa še pri tistih gradivih, ki niso izposodljiva, torej gre običajno za članke, sestavne dele, smo umaknili možnost prikaz števila izposoj, ker seveda za članke glih ne moramo evidentirati število izposoj. Kot že rečeno, malo prej sem že omenila, torej vir gradiva je sedaj dodan tudi na samem prikazu bibliografskega zapisa. Potem smo imeli kar nekaj dopolnitev glede teh besedil, ki se pojavijo na vmesniku. Potem recimo na policah in na priljubljenih smo dodali številčenje zadetkov, tako da je torej tudi tukaj dodana zaporedna številka zapisa. Potem smo imeli eno tako oblikovno zadevo, kar se tiče baze, kar se tiče lokatorja, če se ta nekaj poiščem. Ker nismo imeli najboljše postavljeno to zadevo, torej pri oblikovanju oziroma pri izboru lokatorja, torej imamo sedaj malo bolje vidno, kaj je link pa kaj je signatura, ker tu je bilo malo zmede. Pa še potem ena taka zadeva, ki že tudi tukaj vidite, torej ko ste na samem zapisu in kliknete recimo na gumb za lokator, vidite, da se potem ta prikaz podatkov zapisov skrajša na minimalni prikaz, torej gre da sem prikaz naslova in pa avtorjev, recimo tudi podobno na rezerviraj, podobno je pa tudi na medknjižnični izposoji, torej tudi to je bilo narejeno zaradi potreb te mobilne aplikacije Cobis Plus, ker vemo, da ta vidno polje na mobilni napravi je relativno majhno in če se gre za daljše zapise, potem so vse ostalo, kar bi mogel uporabnik delati na naslednjih korakih, pač je padlo iz vidnega polja. Tako da tudi to smo potem malo spremenili. Da vidim, če še kaj, malo še moram po spisku pogledati, da vidim, če sem vam večino povedala. Potem pa še to, kar je že Marko omenil, kar pa gre bolj za univerzitetne knjižnice oziroma fakultetne oziroma visokošolske knjižnice. Lotili smo se in tej verziji, ki bo še v jeseni izdana, predvidoma smo se lotili priprave vseh funkcionalnosti za univerzitetne portale, torej če pogledamo to beta različico, in kliknemo na ADZ, vidite, da smo tukaj v skladu z dogovori skrbnikov univerzitetnih portalov dodali že pasice. To je prva verzija glede na pač dogovore na sestankih, tako da se bo ta vizualna podoba med portali malce razlikovala, kot vidite. Kot že pa rečeno, torej tu nas pa čaka še največ dela v tej verziji, ki sedaj prihaja, ker moramo vse te zadeve še urediti. Zdaj pa, če se še vrne na mobilno aplikacije, za katero zdaj čakamo, da nam Google pa Apple, da nam to pač potrdita, da jih lahko objavimo v tej mobilni, pač teh trgovinah
in potem lahko uporabniki si nameščajo to aplikacijo kot aplikacijo na te mobilne naprave. Torej podprta bo tako iOS kot Android. Zdaj vse funkcionalnosti, ki so v tej spletni aplikaciji, bodo na razpolago čisto enakovredno na mobilnih napravah, torej dejansko je že bilo sedaj, če je možno, če je imel kdo nameščeno to aplikacijo Cobiss Plus kot PVA ali pa prek spletno aplikacijo, torej na mobilnih napravah, mobilne aplikacije bojo omogočene čisto vse funkcionalnosti, ki so na spletne aplikacije, torej možno bo spletno plačevanje, potem bo možna medknjižnična izposoja, možen bo spletni vpis, potem fasetni filtri bojo možni. Skratka, vse, kar je na webu dostopno, je dostopno tudi v mobilne aplikacije, za kar verjamemo, da bo kar zelo dobrodošlo, sploh v tem času, ko se mi zdi, da so bolj ali manj vsi. Smo že kar navajeni na večino stvari, lahko opravimo prek telefona ali pa tablice. Kaj še pa dodatno na mobilne aplikacije, pa seveda na desktop aplikacije ni smiselno, je ta možnost skeniranja črtne kode, ki vam zdaj ne morem pokazati, ampak v tem meniju bo dodana možnost za skeniranje črtne kode, ampak mišljena je skeniranje črtne kode za IS številko, torej ISSN, ISBN, za glasbene tiske, pa še en se mi zdi, da si bo lahko uporabnik pač poskeniral, recimo, če je kje v knjigarni, pa ga knjiga zanima in se ne bi mogoče kupil, bi raje najprej si izposodil knjižnici, da lahko poskenira to črtno kodo in si jo potem poišče v katalogu in pa potem recimo po potrebi doda med priljubljene ali pa na police, če uporabnika to zanima. Ja, pravzaprav je to z moje strani vse, kar sem vam želela zdaj predstaviti. Zdaj pa predajem besedo Marku, če kako vprašanje. Ja, pozdravljeni. Zdaj mogoče grem najprej skozi vprašanja, ki ste jih že postavili, pa potem bomo še pogledali, če imate še kakšna vprašanja, imate možnost še jih zdaj napisati, tako da lepo počasi. Tukaj piše sicer anonimni uporabnik, ampak en od vas je vprašal, ali lahko uporabniki pri naročilu preko medknjižnične izposoje izbere mesto prevzema gradiva in kje. Se pravi, na kratko je odgovor ne. V stari različici je bila dodana možnost, ki pa je po naši analizi ostajala bolj ali manj nespremenjena glede na te prevzete vrednosti, ki so bile nastavljene za posamezen tip gradiva. Tudi knjižnice, ko so to testirale, niso imele pomislekov, da to manjka, bi pa vseeno prosili knjižnice, da vkolikor bodo imeli uporabniki kakšne težave, se pravi, ali pa boste vi sami zaznali, da uporabniki nimajo, kako bi rekli, na pravi način označeno, kako bodo to gradivo prevzeli, da nas obvestite. Če bo treba, bomo seveda tudi dopolnili na strani Cobiss Plusa, da se bo ta podatek uporabnik izbral sam. Trenutna rešitev je tak, da se ob naročilu izračuna način prevzema, se pravi, za knjige je prevzet način prevzema osebni prevzem. Mislim, da se to v Cobiss Libu da celo nastaviti za posamezno knjižnico, za kakšne kopije, kakšnega gradiva pa seveda je prevzet način pošiljanja po e-pošti. Kot rečeno, če bodo uporabniki imeli težave, prosimo knjižničarje, da se obrnejo na nas, pa bomo seveda stvari dopolnili, tako da. Toliko glede tega. Gospod Alan je vprašal, ali si lahko sami ustvarimo skupino knjižnic. Taka skupina bi prišla prav pri medknjižnični izposoji, recimo skupina knjižnic na območju, ki ima brezplačno medknjižnično izposojo. Zdaj trenutno ne delamo na rešitvi, da bi lahko uporabnik sam zbral svojih 5 knjižnic, zato smo naredili tiste moje knjižnice. Zdaj, kaj se pa teh območnih knjižnic tiče, pa je trenutno v reševanju. In sicer, da boste podobno, tako kako je Zdenka že pokazala za te univerzitetne knjižnice, splošne knjižnice in tako naprej,
tudi bila možnost izbire območnih enot, se pravi Štajerska, kaj je Celjska, Notranjska in tako naprej. Boste knjižnice dejansko lahko po teh katalogih iskale. Tako da posebej nastavljanja ne, je pa v reševanju to, da bo to nastavljeno preko parametrov, in bo potem seveda to za vas lažje. Gospa Lucija je vprašala, ko je Zdenka kazala te naslovnice za bazo Konor, je vprašala, kdo bo pa lahko dodajal te slike avtorjev. Zdaj, nekaj teh naslovnih slik bomo poskusili prenesti iz Wikidata, in bodo vnesene noter. To govorim predvsem za neživeče avtorje, kot so recimo Cankar, Bevk, Prešern in tako naprej. Pri živečih avtorjih vemo, da je to lahko malo problem, tako da za neke stvari boste imeli tudi katalogizatorji možnost vnosa oziroma izbrisa te naslovne slike v sami katalogizaciji. Kako bo to delovalo, bodo seveda pokazali na kakšni predstavitvi Cobiss katalogizacije, ki bo, koliko sem razumel, jeseni izšla. Tako da toliko o tem. Gospa Mojca je vprašala, kdaj bo dosegljiva Cobiss Plus aplikacija, predvidoma. Tako, kot sem rekel, mobilna aplikacija je trenutno v preverjanju strani Googla in Appla. Če bo šlo vse po planu, bo aplikacija odobrena od 48 do 14 dni, piše na njihovih straneh, tako da če ne bojo zaznali nekih težav oziroma ne bojo imeli kakšnih problemov z našo aplikacijo, bi naj bila ta objavljena najkasneje 24. junija. Upamo, da prej, nikoli pa ne vemo, kakšne bojo imeli pripombe z njihovih stranih. Zdaj je vprašala še tudi, kakšen bo prehod, če bo kakšno obvestilo ali bo mCobiss preprosto nehal delovati. Zdaj, seveda čez poletje ne bomo delali nič, da bi izklapljali kaj, ker seveda uporabniki smo navajeni pa in uporabljamo aplikacije, kakšne so. V načrtu je, da bomo začeli, ko bo seveda mobilna aplikacija objavljena na obeh trgovinah, da bomo začeli uporabnike obveščati preko obvestil znotraj mCobissa, da obstaja novejša aplikacija in da prosimo uporabnike, da si to aplikacijo namestijo. To bo v bistvu prehodno obdobje, ki bo trajalo, se pravi, od objave na trgovinah do vsaj septembra. Mi bomo v tem času tudi spremljali, koliko uporabnikov je prešlo, koliko uporabnikov je namestilo novo aplikacijo, koliko uporabnikov še vedno uporablja mCobiss. Septembra bomo potem po neki analizi in po dogovoru s knjižnicami začeli potem tudi priprave za ta končni prehod. In takrat z vašim dovoljenjem bomo tudi mobilno aplikacijo mCobiss ugasnili. Plan je najkasneje konec leta, se pravi 31. december letošnjega leta je plan, da bomo pa dokončno ugasnili. Tako da tisti uporabniki, ki do konca leta ne bodo prešli na novo mobilno aplikacijo, bo jim res nehalo delovati. Tako da upam, da bomo v tem času uspeli vse uporabnike prepričati, da so, kaj so prednosti nove mobilne aplikacije in bodo tudi jo z veseljem uporabljali. Tako da to. Tako, zdaj pa ste še nekaj vprašanj zapisali, tako da to bom pa zdaj sproti odgovoril. Se pravi, gospod Igor je napisal: zanima me, zakaj ni pri osnovnem in izbirnem iskanju možnosti enostavnega izklapljanja diplomskih, magistrskih in doktorskih del, ki vse bolj obremenjujejo naš katalog. Če danes iščeš v vzajemni bazi po nekem zelo splošnih pojmih, kot na primer porotniki, dobiš namreč veliko število zadetkov, od katerih jih je zares le malo relevantnih. Seveda znam ta dela izključiti v izbirnem iskanju, a ne vem, zakaj bi se tega ne dalo izključiti tudi v ostalih iskanjih. Zavajajoča pa se mi zdijo tudi predvsem njihova označba, tiskana knjiga, ker ta dela praviloma nikoli niso natisnjena v več kot 5 izvodih. Zdaj, da začnemo najprej pri iskanju. Se pravi, v samem iskanju, če želimo mi iskati
vsi vemo, da bolj ko iščemo splošno, več dobimo nekega, kako bi rekel, šuma zraven. In seveda dobimo tudi diplomske naloge, doktorske, magisterske članke in vse živo. Tako da tukaj Cobiss Plus ne bo mogel kaj dosti pomagati. Nekaj smo skušali rešiti z hitrimi filtri, se pravi v hitrih filtrih imamo možnost izbirati knjigo, se pravi v osnovnem iskanju, že ko iščemo, lahko zberemo recimo knjige, takrat iščemo tiskane knjige, večinoma bi naj to bili romani, seveda uporabniki pa smo različni in iščemo za svoje potrebe v tistem trenutku, kaj pač rabimo. In temu so pa potem tudi namenjeni fasetni filtri oziroma filtri na levi strani, da lahko mi potem tudi zberemo, če nas zanimajo romani ali nas zanima kakšna druga vrsta gradiva, ki nas pač v naši situaciji nam je koristno oziroma potrebno. Se pravi, tam v izbirnem iskanju je bil predlog strani knjižnic, če smo že razmišljali kaj o negativnih fasetnih, mislim, o negativnih vrednostih tudi pri fasetnih filtrih. Tako da to zdaj trenutno proučujemo, kako je možno to narediti. Ne bom povedal, če bomo to rešili ali ne, ker je to zdaj trenutno res v fazi neke analize, ampak obstajalo bo tudi, če bomo uspeli to nekako pametno narediti, da boš lahko rekel, ne zanimajo me diplomska dela ali pa raziskovalna poročila in tako dalje, pa bomo recimo lahko na drug način omejevali oziroma širili, ožali te iskalne rezultate. Zdaj, kar se pa tiče označbe tiskane knjige. Tiskana knjiga je dejansko označba fizične oblike gradiva, za katero to gre. Zdaj, ali gre to za diplomo, ali gre to za članek, ali gre to za notno gradivo, kakršnakoli oblika je, fizična oblika tega gradiva bo izpisana v oklepaju in tam bo pisalo pri diplomah seveda tiskana knjiga, čeprav je to samo pet izvodov, ki jih je pač univerza v svoj katalog vključila. Tukaj mislim, da rešitve ni, da bi karkoli druga napisali, tudi zavajamo, ne, ker diplome v končni fazi so tiskana gradiva. Imamo pa tudi sami vemo v določenih primerih malo nekonsistence, kaj se tiče tega označevanja in lahko pride do kakšnih zelo zanimivih situacij, sploh pri kakšnih e-gradivih smo pri nas že na testnem okolju naleteli na, rečemo temu, pester nabor kombinacij. Tako da to bomo pa še tudi v naslednji verziji dopolnjevali, pa upam, da tudi popravili. Tako, potem je ponovno anonimni uporabnik oziroma sodelujoč vprašal, zakaj se po kliku na ikono lokatorja ne odpre lokator, torej zakaj je še en dodaten klik. Ta dodaten klik pri lokatorju je narediti s tem namenom, ker seveda vi morate zbrati gradivo, ki vas zanima. Kot vemo, lahko imamo gradiva na različnih lokacijah in lokator rabi za to, da vam pove, na kateri policiji je gradivo, točni izvod gradiva, ki ga vi želite najti. Res je, da so večinoma, ne vem, Antigone vse skupaj na eni polici, res pa je, da imamo tudi včasih v več nadstropij kakšno gradivo, včasih so kakšne police, ki so, ne vem, za hitro branje, rečemo temu, kjer lahko uporabniku ponudimo, pa bo mogoče lažje našel v narekovajih hitri polici, kot pa ne. Pač malo je odvisno, ampak načeloma je namen predvsem to, da uporabnik zbere tisto podlokacijo, kjer se knjiga nahaja, da tudi potem seveda lokator ustrezno prikaže to gradivo. Tako, potem podobno me zanima pri prikazu zaloge, zakaj ne takoj, zakaj dodaten klik na prikaži zalogo.
Zdaj ta prikaz zaloge smo smatrali, da je želja uporabnika, ko išče predvsem to, ali je gradivo na voljo ali ne. Se pravi, to zdaj rešujemo s tem prikazom, da je gradivo na voljo, z tem semaforčkom že v samem iskanju. Se pravi, ko pa smo mi že na zapisu, pa pogledamo zalogo, pa smo računali, da uporabniki predvsem rezervirajo gradivo, preden grejo v knjižnico. Res je, obstajajo tudi uporabniki, ki pogledajo na Cobiss Plusu in se šele takrat odločijo, ali bodo šli v knjižnico ali ne. In potem seveda lahko pridejo v knjižnico in jih to gradivo ne čaka in je druge vrste razočaranje, sploh pri kakšnih zelo zaželenih knjigah, pa vemo, da brez rezervacije v knjižnici praktično do knjige ne moreš priti, ker so čakalne vrste za določena gradiva dolge. Tako da ta klik, se pravi, na to zalogo je namenoma tudi tak nared, zaradi tega, ker kot ste videli, tudi je ta išči dalje in medknjižnična izposoja pod tem izborom postavljen in tudi, da je vidno, da obstaja še nekaj spodaj, sploh pri kakšnem gradivu, ki ima ogromno holdingov, je lahko problem, ker je potem ta išči dalje in tudi medknjižnična izposoja tako daleč dol na strani, da bi uporabnik moral res dolgo scrollati, da pride do tistega, kaj mogoče išče. In pa še vprašanje je bilo, zakaj je treba pri novem iskanju ponovno vpisovati knjižnico, po kateri želimo iskati. Torej, zakaj vsakeč znova reset in klik tip. Tukaj je pa zdaj v bistvu tako. Uporabnik si lahko nastavi svojo privzeto knjižnico, če želi. To gre v nastavitve svojega profila, kjer pri izboru knjižnice pravzaprav tu izbere knjižnico, po kateri največ išče, recimo Mariborska knjižnica, in vsakeč, ko bo rekel novo iskanje, bo privzeto začelo iskanje se po tej Mariborski knjižnici. Oziroma po knjižnici, ki jo ima pač uporabnik nastavljen. Seveda, če pa nimamo te privzete knjižnice nastavljeno, pa program ne more vedeti, kaj je vaša preferirana knjižnica, zato pač se vedno ponastavi, da se izbor pač zresetira. Tako da tukaj je pa potrebno potem pač razmisliti, ali vam ta rešitev ustreza ali ne. Namenjena je pa seveda temu, da se uporabnik prijavi in si to ustrezno nastavi. Drugače je pač izbor obvezen in ga mora uporabnik izbrati. Tako da to imamo tako rešeno trenutno. Potem je gospa Anja vprašala, v moji knjižnici je gradivo izposojeno preko medknjižnične izposoje na skupnem seznamu z gradivom domače knjižnice. Če uporabnik želi podaljšati samo gradivo domače knjižnice in izbere možnost podaljšati vse gradivo, ali se s tem pripravi tudi prošnja za podaljšanje za medknjižnično izposojo, čeprav morda podaljšanje te še ni potrebno. Podaljšaj vse trenutno deluje samo za gradivo, ki je fizično v katalogu knjižnice. Se pravi, v to ne sodi medknjižnično izposojeno gradivo. To smo namenoma naredili tako, ravno iz tega vidika, kot ste zdaj tudi že sami napisali. Se pravi, gradivo, ki ga ima uporabnik v knjižnici izposojenega, se vsaj na tem koraku obnaša malo drugače kot medknjižnična izposoja, ker tista medknjižnična, tako kot je tudi Zdenka na predstavitvi rekla, zahteva še neke dodatne korake s strani knjižnice in vsi vemo, da ta podaljšaj vse, če bi to vsakeč, ko nekdo klikne, letelo zahteva na medknjižnično izposojo, bi knjižničarji na drugi strani bili verjetno zelo veseli vsega klikanja, ki ga konec koncev niti ni potrebno izvajati. Tako da medknjižnična izposoja je tukaj izvzeta, se pravi, moraš za medknjižnično obvezno stisniti tisti podaljšaj gumb za vsako gradivo posebej. Želeli pa smo imeti to izposojeno gradivo tukaj, zaradi tega, ker gre vseeno za neko evidenco, kaj imam jaz kot uporabnik pri sebi, da lahko tudi, da nimam v bistvu te informacije na dveh ločenih mestih. Tako da to. Upam, da sem vam s tem odgovoril. Tako, potem je gospa Ines vprašala, ali bo v mobilni aplikaciji omogočena spletna poravnava dolgov.
če jo knjižnica ima. Se pravi, spletna plačila bodo omogočena. Kot rečeno, bo mobilna aplikacija omogočala čisto vse funkcionalnosti, kot jih omogoča spletna aplikacija, spletna plačila in podaljševanje članstva in medknjižnično izposojo, v bistvu vse, kar smo trenutno mogoče pogrešali v mCobisu. Tako da jaz mislim, da bo mobilna aplikacija prinesla en velik plus za uporabnike in bojo lahko res bolj ali manj vse reševali preko telefona. Tako da to. In pa še gospa Ines je še vprašala, zakaj se ne da nastaviti privzete posamezne enote knjižnice. To verjetno mislite oddelek, ne? To smo že z Zvezo splošnih knjižnic debatirali, pa se pogovarjali, pa iskali neko skupno rešitev, ampak je zdaj največji problem trenutno je ta, da sicer jaz recimo, če hodim res v oddelek Nova vas, pa hodim samo fizično gledati, kaj je v knjižnici Nova vas, me res mogoče zanima samo ta en oddelek. Temu je namenjeno, se pravi, ta filtriranje po oddelkih, kjer lahko jaz potem izberem moj oddelek, potrdim in vidim res, kaj je v tem oddelku na voljo. Problem je pa še vedno to, ker pa imamo zdaj prevzemna mesta. Prevzemna mesta so pa pripeljala zraven en dodatno kompleksnost pri samih rezervacijah, ker kot vemo, lahko načeloma na prevzemno mesto pride gradivo od koderkoli, ne. Se pravi, če povzamemo, da neka knjižnica, ki ima recimo, poenostavimo 3 oddelke in vsak oddelek v vse oddelke streže knjigo, je lahko v knjižnici v oddelku Nova vas recimo knjiga zasedena, je pa prosta v drugih 2 oddelkih in lahko jaz dobim knjigo od tam, se pravi, brez da jaz kot uporabnik se ukvarjam s tem, na kak način bo zdaj ta knjiga prišla. Jaz samo vem, da želim to knjigo prevzeti v končni fazi v Novi vasi, knjižnica pa v končni fazi potem uredi, da to gradivo pride na moje prevzemno mesto in me pač obvesti, ko je to gradivo na voljo. Vemo, da je za knjižničarje, pa tudi verjetno za kakega uporabnika pomembno, da vidi zalogo, kaj je samo v oddelku Nova vas. V ta namen imamo tudi tako kot tukaj zdaj Zdenka kaže, nad tem zalogo, ki je trenutno skrita, te značke, kjer tudi imamo označeno, kaj je zeleno, seveda prosto, kaj je rdečo, je zasedeno in lahko jaz kot uporabnik kliknem na to eno značko in mi bo recimo za konkretni oddelek te knjižnice takoj pokazalo, kakšen je status gradiva v tem oddelku. To pa seveda ne pomeni, da jaz tega gradiva ne morem rezervirati in ga prejeti v ta oddelek. Tako da tukaj smo vseeno šli z Zvezo splošnih knjižnic v to smer rajši, da uporabniku damo tisto širino, se pravi, da je uporabnik obveščen, da nekje obstaja prosti izvod, ki ga knjižnica lahko dostavi, ker pa seveda je v kakšnem statusu je, pa bo potem uporabnik v sami rezervaciji oziroma kasneje tukaj na podrobnem pogledu zaloge lahko pogledal, kaj to za njega pomeni. Če ga res zanima samo tisti fizični izvod, ki je v knjižnici in je slučajno izposojen, ali pa je to mogoče res rajši rezervacija, pa da tisto gradivo dobi preko drugih kanalov. Tako da to. Tako, upam, da sem vam vsem odgovoril na vsa vprašanja. Zdaj drugih vprašanj več ni bilo. Prosim vse knjižničarje, da pogledate Novi Cobiss Plus, pregledate vse dopolnitve, da vidite, kako delujejo v skladu s tem, kaj vi kot knjižničarji uporabljate. Prosim tudi za kakšne povratne informacije. Zdaj v določenih primerih se mi zdi, da vi, ko največ delate z uporabniki, nam premalo javite, kakšne težave imajo uporabniki na samem Cobiss Plusu, recimo pri rezervaciji.
Nuk je zadnjič izpostavil en primer, tako da res, če imajo uporabniki kakšne težave pri rezervaciji, probajte ugotoviti, se pogovoriti z uporabniki, kje so tiste težave, ali je mogoče kakšen korak nejasen, mogoče nimamo dovolj jasno označeno, da je treba mogoče kaj izbrati ali pa kaj. Pa mogoče moramo tudi mi dopolniti kaj na grafičnem vmesniku, da bo to bolj jasno, tako da res prosim vas, da se pogovorite z uporabniki in nam javite kakšne take situacije. Na kakšnih primerih bomo tudi mi lažje potem kaj popravili pa spremenili. Vemo, da nič ni zabetonirano, stvari se spreminjajo, aplikacija je že večja, tako da želja je seveda, da bodo uporabniki zadovoljni in eni in drugi. Tako da to. Drugače pa ja, jaz se vsem zahvaljujem za pozornost, za sodelovanje. Kolikor boste imeli kakšne težave, se obrnite na nas preko maila, preko podpore ali preko že znanega javi napako preko Cobiss Plusa. Bomo analizirali, pogledali in seveda skupaj z vami našli rešitve, da bomo vsi zadovoljni. Tako da jaz se tukaj zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. Hvala. Hvala, nasvidenje.